ponovno pozdravljeni v oddaji Faktor. Vse več športnih funkcionarjev opozarja, da je slovenski vrhunski šport v težave zašel tudi zaradi prepovedi točenja alkohola na športnih prireditvah, ker v večini preostalih evropskih držav te omejitve ne poznajo. Naj bi bili slovenski športni klubi in organizacije ob precejšen del zaslužka in tako bolj nekonkurenčni tujini. Planica je vsako leto tudi priložnost za pijančevanje, ki je poleg skokov postal že simbol oziroma nova športna panoga. Poglejmo. Planica, planica, snežina kraljica, le kdo je ne pozna, lepoto iz neba. Snežnici kot ptice, letijo po nebu in slavo planice v širni svet neso. Pozdravljam strašnim junakom nagrad, prijateljev strmi smešnih planjad, slava čast velja, vsem skakalcem tega sveta. Letijo planice, letijo spet slava ne pusti, za dolgo tekstovi. Planica, še pridemo nazaj, planico, planico, koncev zimski raj. Prepuste, ako ima, upati dan. Zdaj, posnetki seveda niso novejšega datuma, iz Lanska, ampak iz Planice, iz prejšnjih let, ampak vendarle so zelo simptomatični za dogajanje v Planici. Zdaj, odkot ta želja, da Slovenci pokažemo, da smo pravzaprav pivska bratovščina in da je predvsem to praznik pitja, ne pa praznik športa? Ne. No, to je malo pretiravanje. Pitje je pač del naše kulture sicer, ena naših mogoče večjih težav, ampak v Planici seveda prevladuje šport, kot tudi na drugih športnih dogodkih. Res je, da so mediji skušali vsaj pred leti mogoče preveč potencirati ta vidik, ampak verjamem, da tam prevladujejo trezni ljudje. In tako kot si omenil, sploh zadnja leta, mislim, da se stvari le nekako spreminjajo. Mogoče so k temu celo pripomogli pametni telefoni. Recimo v mojih študentskih letih, če si se napil, te kdo videl, je že pozabil v nekaj dnevih. Danes se ljudje posnamejo in hitro postaneš lahko svetovni hit. Očitno so že to počeli pred leti. Mislim, da je del posnetkov tudi iz leta 2010-2008. Zdaj, Tino, kaj ti praviš okrog teh polemik, ali naj se na športnih prireditvah toči alkohol? Ker mislim, da ravno pred nedavnim je poslanec Möderndorfer ponovno poskušal z predlogom zakona, ki naj bi imel tokrat podporo Desusa in SMC-ja, da bi na športnih prireditvah točili tudi alkohol, ker za zdaj je bil prepovedan. To pomeni, da bo njegova naslednja poteza, posebej, če mu bo to uspelo, da bo kadilcem spet dal priložnost, da kadijo v restauracijah. Ker spet gre za Ti si proti temu, v bistvu, če prav razumem. Željo manjšine, pač tako razvlečeš. Ne vem, jaz prihajam pač iz teh krajev, ki so vidni tukaj od zadaj, ker je kultura pitja. Ker vemo, kaj je alkohol, vemo pa tudi, kaj je vino, kaj je pivo in kaj so žgane pijače. In prav pri temu recimo vidimo nepoznavanje, popolno nepoznavanje kulture, slovenske kulture, lahko rečem, strani tega poslanca, zato ker logično je, da se omejuje pač pitje določenih alkoholnih pijač. Ampak, kot vemo, je žgane pijače, ki bi še naprej ostale prepovedane, pa so naši predniki vedno uporabljali kot zdravilo. Torej, če bi žgane pijače imeli v Planici v majhnih količinah, to pomeni tisti štamperle 0,3, če bi ga razdelili na 5
in bi ga delili ljudem in da bi ga vsak dvakrat v dnevu popil, toliko, ne, razen otrok, bi gotovo to zmanjšalo in viruse, in prehlade, in vse. Ne? Ampak tega se pač ne da narediti. Sebastian, se ti... Medtem ko za vino in pivo pa res ne paše, ne? Ker je mrzlo, ker alkohol naredi svoje. Ne? Tako da tukaj vidimo, da gre za ene druge interese. In osebno ne verjamem, da tukaj ne gre za interese določenih lobijev, ki na vse načine skušajo to doseči. Tudi zato, ker če pogledamo, da je bil SMC pred kratkim praktično, pred par meseci je bil absolutno proti temu istemu predlogu. Sesuje zakon. Ja, zdaj so pa vsi za. Zakaj? Dobro, jaz predlagam, da mogoče še eno temo obdelamo in to je PR politikov na teh športnih prireditvah. Pa predlagam, da pogledamo, kako so naši orli potovali v Planico z vlakom. Vseh 13 slovenskih reprezentantov se je dopoldne iz Ljubljane do Jesenic zapeljalo z vlakom. Vsi si želijo, da bi uživali v poletih, a po sezoni vzponov in padcev brez visokih rezultatskih pričakovanj. Zdaj že tradicionalen odhod z vlakom v Planico je zaradi številnih intervjujev in druženja s pomembneži naporno, a vendarle posebno doživetje. Vsake toliko časa vidim, da je z vlakom tudi udobno potovati, da se lahko usedeš in gledaš okoli, ni treba gledati, s katere strani ti bo kolesar skočil na cesto, s katere strani pešec, ki je rdeč. Sebastian, zdaj ti si strokovnjak za odnose z javnostmi, ne? Delal si tudi za politično stranko, kampanjo leta 2008, takrat, ko je zmagal Borut Pahor in prevzel oblast. Zdaj, zakaj je odkot ta magija povezave med politiko in športniki? Ne? V bistvu, jaz mislim, da pol teh politikov, ki hodijo na te športne prireditve, sploh to ne zanima. Ne? V bistvu, ne. Ne, to zagotovo. Torej gre za edinstveno priložnost, za nek tak pozitiven PR brez težav. Ne. Prva stvar je že, gre samo za to, da si viden. Čist nič drugega ni potrebno, nobena vsebina in da te vidijo tisti ljudje, ki drugače politike sploh ne spremljajo in da te vidijo v družbi s tistimi, ki jih cenijo in častijo. Kot športniki. In to se asociativno, čustveno mogoče lahko premakne na politike. Po drugi strani, ne, ko pa imajo ljudje določenega politika dovolj, je pa še najbolj tvegano iti na en tak dogodek, kjer štrliš ven kot tujek, ne, ki ljudem še zbodeš v oči z neko svojo pojavo. Ne. Edini, ki zna na športnih dogodkih vihrat zastave, je seveda naš predsednik, ki je velemojster političnega spektakla. Ne. Določeni ostali politiki pa izgledajo seveda izjemno leseno na teh tekmah, ampak je pa to mednarodna folklora, da se razumemo. Na vseh velikih tekmah so prisotni državniki, na eni strani, da dajo neko čast temu dogodku, na drugi strani pa seveda, da poberejo malo časti športnikov in jo probajo nalepiti nase. Ampak se veliko bolj resno obnašajo. Ne? Na teh prireditvah športnih se lahko obnašaš kot pač en navijač, ki je prišel direkt iz, ko bi rekel, zaštarije. Ne? Ali se pa obnašaš resno, kot se za predsednika ali pa politika spodobi. Misliš, da naši se ne obnašajo, da se politiki ne obnašajo resno? V bistvu, ne vem, ko pogledaš recimo tiste posnetke, kako se je Cerar pogovarjal s skakalcem, je malo neresno. Ne? Jaz zdaj ne vem, kaj si on misli, ampak jaz, če bi bil jaz politik, se nikakor ne bi dal, ker izpadeš tako, vsi vejo, da se nikoli nisi zanimal za smučanje in da delaš to iz PR-ja in potem tvoja kredibilnost malo pade. Ne? Ampak dobro, zdaj to je pač moje mnenje, ne vem zdaj, zakaj se on tako odločil. Ampak jaz mislim, da tukaj, tako kot sem prej rekel, ne, treba malo paziti na ugled, da tudi če imaš zastavo, da ne mahaš ne vem koliko z njo, lahko imaš šal, lahko pokažeš veselje in vse, ne, ampak spet do določene mere. In tu mislim, da Pahor gre včasih čez mejo. Jaz se spomnim recimo mislim, da nogometne tekme med Rusijo in Slovenijo v Mariboru in tega vzklika šampioni od gospoda Danila Turka, predsednika bivšega, ne, mislim nekako bilo je precej smeha na ta račun. Borut Pahor, mislim, da je čisto kopačke fuzbolerjem. Ne? Kaj praviš na take poteze? Sebastian, pa še en odgovor bi prosil tebe. Se strinjaš s Tinotom, prej nisi odgovoril, z alkoholom kot zdravilom v Planici? Nisem rekel Planici, jaz sem rekel na vseh športnih. Okay.
Ne, kar se tiče alkohola, glej, je dejansko stvar kulture pitja. Pri nas je alkohol v Sloveniji izjemno domač, zaradi tega se mularija nauči piti, parkrat bruha, ker preveč pije, pol najdeš neko zmernost in mislim, da je to ključno, ne. Ponavadi so se dejansko pokazali največji ekstremi z takih dogodkov in se je malo tudi naredila fama o pijačevanju na teh dogodkih. Jaz mislim, da edini šport, kjer je bil alkohol izjemen problem, je bil nogomet na visoki evropski ravni, enostavno zaradi huliganov, ampak če ne bi dobili alkohola na štadionu, bi se pač prej napili, ker so huligani, torej ni spet alkohol tukaj kriv. Jaz mislim, da pri teh velikih športnih spektaklih gre najmanj za šport. Tle gre za spektakel, gre za ljudi, za industrijo, profesionalni športniki, ne dobijo denarja zato, ker so genialni, ne, ampak dobijo denar zato, ker jih gledajo ljudje. To pomeni, to je spektakel, kjer je treba imeti tudi ta vidik v mislih, ker nekdo pravi, alkohol pa šport ne gredo skupaj. Ne? Alkohol in spektakel in zabava pa gredo še posebej, če gre za neko zmernost. In jaz mislim, da je dosti bolj pomembno, da se nauči seveda mularijo korak po korak zmernosti. Ne? Dajmo narediti referendum, pa bomo videli. To je bil dosti bolj pameten referendum, kot marsikateri do zdaj. In dejansko ljudi vprašati, ne? Koliko je zdaj takih, ki si želi, da imajo možnost, da na raznih prireditvah pač lahko popiješ in se ga nabutaš in tako naprej. Koliko je pa ljudi, ki noče tega gledati, ne? Se ne gre zdaj samo, da ti to vidiš, ne? Ali pa da te prav kakšen, ne vem, udari. Je tudi, ne vem, se smrdi, je umazano, je toliko škode tudi po dogodku, ne? Absolutno. Se strinjam se z vama, seveda, glede na to, da je Sebastian tebe obsijalo sonce, to je seveda dokaz, da si res v Kopru, ker v Ljubljani ne sveti tako močno sonce. In zahvaljujem se vama in tudi tebi, Tino, zahvaljujem se vama za sodelovanje v nocojšnji oddaji Faktor. Vam, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj in ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.